ker dobri ljudje odidejo in ne zaradi plače. Zaposleni redko odidejo zaradi denarja. Zaposleni z razvojnim potencialom in ambicijami odidejo, ker ni priložnosti, ker jim je dolg čas in ker nihče ne opazi njihovega truda. Tako je sistem razvoja potencialov v bistvu način zadržanja dobrih ljudi v organu. Ker se razvoj zgodi med delom, ne samo na usposabljanju. Razvoj ni le pošiljati ljudi na neke delavnice in usposabljanja. Pomeni zaposlenim zaupati prevzemanje zahtevnejših nalog, prek katerih se lahko razvijajo. To pomeni vodenje nekih delovnih skupin, vključitve v projekte ali pomembne odločitve. Namreč 70% razvoja se zgodi prav med delom in to je ključ do dobrega razvoja. Ker ambiciozni zaposleni niso grožnja, ampak so priložnost. Zaposleni, ki želi napredovati, ki postavlja vprašanja in išče nove izzive, pogosto velja za malo zahtevnega. Ampak prav ti posamezniki imajo motivacijo za prevzemanje zahtevnejših nalog in to organizacija potrebuje. Naloge vodje in kadrovske službe zato ni zdaj zadrževanje teh ljudi na mestu, kjer so, ampak je prepoznati ta potencial in jih pravilno usmerjati. Z jasnimi razvojnimi priložnostmi, z zahtevnejšimi nalogami in pa ustrezno podporo lahko ta ambicija postane delovna sila, ki koristi posamezniku in organizaciji. Ker perspektivni zaposleni ostanejo tam, kjer se razvijajo. Raziskave kažejo obratno od tega, kar si pogosto mislimo. Če človeka razvijamo, bo odšel drugam. Ampak zaposleni, ki si želijo razvoja, bodo zapustili ravno te organizacije, ki jim priložnosti ne dajo. Tisti, ki dobijo priložnost, pogosteje ostanejo. In če odidejo, gredo kot ambasador organa in ne kot nekdo, ki je zbežal, ker zanj ni bilo priložnosti. Ker razvoj zaposlenih koristi vsem, ne samo posamezniku. Kadri niso naši ali pa njihovi, ampak so kadrovski potencial celotnega organa. Ko sodelavec zraste in prevzame neko zahtevnejšo vlogo, to ni izguba posamezne enote, to je dosežek za vodjo in za organ. Organizacija namreč cenijo vodje, ki razvijajo dobre naslednje generacije. Razvoj tako ni le enosmerna naložba, ampak zaposlenemu namenjamo neke razvojne priložnosti in podporo, hkrati pa od njega pričakujemo vložen trud in aktivno sodelovanje. Zato rečemo, da je razvoj obojestranska zaveza, ki koristi tako posamezniku kot tudi organizaciji. Šele ko ta zaveza deluje, lahko zmagata oba.